Nedavno ste bili imenovani za neodvisnega strokovnjaka za pravice starejših pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice. To funkcijo boste sicer začeli opravljati 1. maja, vendar velja izpostaviti, da je to prvo slovensko zastopstvo na tem področju. Ali imenovanje razumete kot logično nadaljevanje vaših prizadevanj pri izpostavljanju izzivov v sodobni družbi, kjer so pravice obolelih in starejših nemalokrat na resni preizkušnji? Ja, moram reči, da sem zelo počaščen nad tem imenovanjem, in da upam, da bom v ta mandat vnesel tudi ta humanistični, humanitarni pristop, ki mislim, da Slovenijo kot državo že vrsto let od osamosvojitve pravzaprav označuje, kot torej državo, ki je bila v večjih mandatih tudi že v svetu za človekove torej pravice. Moram tudi priznati to, da je bilo nekoliko presenečenje torej zame, da so izbrali mene, kajti običajno so na teh mestih politiki, diplomati ali pravniki. Vendar morda ravno ta izbor ilustrira lahko morda odločitev Sveta za človekove pravice, da morda da nekoliko več vajeti v roke tudi stroki. In zanesljivo sem v svojih 45 letih dela na tem področju. Morda sem začel kot zelo klinični zdravnik ob postelji v ambulanti, vendar zelo kmalu potem opaziš, da ni samo število tablet, ki jih predpišeš, ali miligrami, ali ta ali ona operacija, ampak da seveda je zdravje bolnika in izhod iz bolezni zelo odvisno tudi od tega, ali je reven, ali ni reven, ali ima zavarovanje, ali nima, ali je morda član kakšne skupine, ki je posebej ranljiva in ima manjše možnosti in pravice. Tako da tudi kot klinični zdravnik, nevrolog, zelo hitro razumeš in opaziš to širšo dimenzijo, ki dostikrat zahteva sistemske ukrepe, in moram reči, da mi je pravzaprav, kot sem rekel, veselje in čast, da bom ob izteku svojega, bom rekel, kliničnega dela pa dobil možnost, da pomagam ljudem in družbi in državam tudi na ta način. Ukvarjali se boste torej z vprašanji, ki niso marginalna, ampak so nasprotno izjemnega pomena za ohranjanje človekovega dostojanstva v sodobnem svetu, v katerem se vse prepogosto izgublja kompas etičnosti in človečnosti. Zato nemalokrat opažamo tudi izbruhe starizma, ki vsake toliko nepopravljivo pačijo podobo družbe. Kakšna je vaša vizija? Kateri bodo ključni prijemi, ki se jim boste posvetili pri usmerjanju k spoštovanju pravic starejših, ne le pri nas, ampak bodo to postali vzvodi, ki bodo pomoč tudi v državah drugod po svetu? Ja, moram povedati, da kot zdravnik seveda vidim naše življenje kot lok, ki se začne z eno veliko ranljivostjo malega otroka, katerega možgani in telo dozoreva in je zelo odvisno od tega, ali ga ima nekdo rad, ali ga nekdo vzgaja, ali mu nekdo daje dobro hrano in dobre pogoje za življenje, in seveda se tudi naše življenje potem končuje na drugi strani loka, ko smo ravno tako lahko ranljivi in nemočni. Tako da se mi zdi izjemnega pomena tudi povezava z tistimi mehanizmi v okviru Združenih narodov, ki seveda skrbijo za kvaliteto življenja otrok, kajti to, kako bo potekalo naše otroštvo, potem tudi determinira to, kako bomo mi sami, kot otroci, bomo nekoč
so nekoč potem ostareli ljudje in pravzaprav družba, ki dobro skrbi za otroštvo, potem torej spoštuje in ima razumevanje tudi za starejše. Tako da ta mandat vidim tudi v močnem povezovanju z drugimi torej neodvisnimi eksperti in pa mehanizmi Združenih torej narodov, kot sem rekel, in za otroke. Potem za tiste, ki so invalidni. En poseben problem recimo so starejše ženske, ki so dostikrat potem preživijo svojo starost v enem velikem siromaštvu, ob tem dostikrat so celo življenje skrbele najprej za otroke, potem morda za svoje bolne može in potem dostikrat ostanejo tudi v zahodnih družbah pravzaprav revne in zelo osamljene. Tukaj se kaže vrsta prioritet in čeprav bom kot zdravnik seveda postavil v nek center skrb za zdravo telo, pa tudi dušo, se kot zdravnik zavedam, da pravzaprav je skrb za zdravje pomeni tudi spraševati se, kot sem prej omenil, o revščini, o invalidnosti, o tem, ali je družba prežeta z odkritim ali pa morda zelo bom rekel, prikritnim in indirektnim starizmom, kakršnega dostikrat vidimo tudi v zdravstvu. Tukaj bo se odprl problem digitalne dobe in pa digitalizacije, ki je po eni strani lahko zelo prijazna do starejšega človeka, se mu recimo odpira možnost telemedicine, stika z zdravnikom, če so dolge čakalne dobe, tudi preko digitalnih medijev, potem povezovanja z sotrpini v tej diagnozi preko društvenih torej medijev, obenem pa nikoli ne smemo pozabiti, da pravzaprav ostajamo človeško bitje. Človeško bitje potrebuje svoj pogled, potrebuje, da ga objamemo, da mu stisnemo torej roke, da se z njim pogovorimo. Razumeti moramo, da ta starejša generacija dostikrat je digitalno nepismena in jo tudi težko povedemo v ta novi drzni svet. Potem so drugi problemi, kot so recimo klimatske spremembe. Na prvi pogled se ne zdijo kaj močno povezane z starostjo, pa vendarle moram povedati, da pravzaprav v novodobnih klimatskih torej razmerah so predvsem starejši tisti, ki hitreje umirajo, recimo zaradi. Potem seveda so krizni torej časi. Samo spomnimo se na pandemijo covida, kjer se družbe morajo vprašati, kaj so delale dobro, kaj so delale slabo, in brez politiziranja pravzaprav to stanje analizirati in pripraviti ukrepe za bodočnost. Tukaj je recimo vprašanje zelo ranljivih ljudi, ki jih iz kriznih območij, bodisi da so to poplave, bodisi da so to vojna območja, pravzaprav dostikrat pustijo za seboj invalidne in pa starejše, dostikrat te selitve, begi iz kriznih območij pravzaprav pustijo. In z območij, kjer se denimo v današnjem času izvaja tudi genocid, kar je nevzdržno. Absolutno. Saj, a veste, ti starejši, ki ostanejo tam, dostikrat tudi svojo voljo, da bodo očuvali to kmetijo ali pa zemljo ali pa, da se bodo mlajši lahko vrnili, so potem lahko tudi žrtve tega genocida. Tako da ta mandat vidim kot nekaj zelo širokega, in čeprav kot zdravnik se ne bom mogel izogniti temu, da bom skrbel za zdravje telesa starejšega človeka. To se mi zdi predpogoj, veste, za to, da je manj ranljiv, da lahko odkrije v sebi tisto pozitivno dinamiko, kajti starost je lahko zelo, zelo lepa, če je, bom rekel, zdravo naše telo in naša duša.